vsak svojo klubsko zgodbo na te priprave, vaša je kar imenitna, ne? Koliko pomembno je za vas osebno, da prenesete to tudi v reprezentanco? Ja, res je, lahko rečemo, prihajam sem v reprezentanco v neki dobri formi po zadnjih tekmah. Je pomembno, da sem v tem konstantnem ritmu tekm, da tudi konec koncev dobro igram in da to sedaj da prenesemo vsak posameznik v reprezentanco, ampak mislim, da smo tu že tako dolgo skupaj, da se tako dolgo poznamo, da že točno vemo, kaj je naloga posameznika. Kako pomembna oziroma kako posebna je ta akcija za reprezentanco, zato ker dolgo niste bili skupaj, pa ker vendarle se obeta tekma, ki jo vsi nestrpno čakajo? Ja, res je, sedaj smo prvič skupaj po tem zgodovinskem uspehu, ki nam je uspel. In ja, to se začne sedaj te, pripravljalne tekme, katere nas bodo čakale poleti na Euro. In smo veseli, da smo se ponovno zbrali, vzdušje je dobro in nestrpno pričakujemo tekmo. Vzdušje spet skupaj, je že selektor dal kakšna posebna navodila, želje, napotke ali še čakate na prve resnejše sestanke? Pa ne, mislim, da itak prevelikih sprememb ne bo. Kar se tega tiče, mislim, da bi bilo nesmiselno zdaj nekaj spreminjati. Pač vemo, kaj nas je prineslo do tega uspeha, tako da zdaj smo že fokusirani na te dve prijateljski tekmi, da jih čim bolje oddelamo in da se čim bolj pripravimo. Ker vsak dan, vsak trening, ki smo skupaj, je pač zelo pomemben. A fantje, ko rečete najprej Malta, potem pa Portugalska, je to povsem iskreno ali malce vseeno že gledate v stožici? Ne, povsem iskreno. Dejansko nismo še govorili o Portugalcih, tako da tudi o Malti ne preveč. Zdaj, to bomo verjetno danes na treningu. Imamo še 2 treninga in potem ta tekma, potem pa pride Portugalska na vrsto.